No, včeraj smo prikazali v živo obiranje grozdja, in sicer grozdje, ki je namenjen za predelavo in pridelavo vina Malvazija. No, zdaj pa s podeželja Refoška in bomo pokazali vinograd, eden starejših vinogradov, kako je grozdje na trtah za to znamenito vino. No, pa se sprehodimo po tem vinogradu. Poglejte tole. Ne bomo poskušali, ker tudi ni lepo. Namreč, ker pol se nabirajo čebele. In tukaj vidite res zanimiv vinograd, ki je poln. Pravijo se eno teh trt, ki so zelo stara. No, da jim pokažem od blizu. Vidite, to je debelina trte. Nabira res vrhunski refoško oziroma grozdje za predelavo refoška, da smo natančni, da ne bo nekdo strokovnjakov govoril, da vam prodajamo napačne informacije. Res nekaj posebnega. Vidite dole. No, to je eno od starejših vinogradov, ki ga je vredno videti in občudovati. Seveda pa je vredno tudi pokušati v deželi Refoška izvrstno vino Refošk. In končali bomo s pogledom na tale polno trto. Vidite tole, res nekaj posebnega. No in tam so kolegi novinarji, turistični novinarji Slovenije, ki so si prišli na kraju samem ogledati to znamenitost in seveda tudi znano področje Fontane Vine. No, in zdaj bomo še posneli Lahko. Ja, prvo moram reči dobrodošli tukaj v tem našem vinogradu. Ko bom rekel, jaz imam 3 lega, 3 na tej strani, južni strani, vendar mi je ta najbolj pri srcu, mogoče prav zaradi tega kamna, ki je tukaj in ekratno energijo, ki jo dajo. Dejansko vinograd, v katerem smo prišli, je pravzaprav sestavljen iz 3 delov. Ta najstarejši, ki ima preko 150 let in v kateri rasta še približno 100 trtih, boste videli, ki so takšne debele, prav takrat posajenih. Pol se je nakladno, kot so se ona kakšna umirala, smo mi dosadili. Ta desna stran ima približno 30 let in tam gor, ko bomo se šli okrog, so oni ima pa 20 let. Torej, ta vzgoja, ki jo vidite, mi pravimo latnik. In latnik ali pergola je za Refošk najboljša. Zakaj? Zato, ker Refošk rabi tudi senco. On sonca povzroči opekline in sušenje. No, jaz sem hotel, da prikažem tudi sodoben način pergole in tu je ta desna stran. Zakaj sodoben? Zaradi tega, ker je višji in jaz lahko grem strojem spodaj. Tle se ni dalo. To računajte, tu sem jaz malo bolj dvignil, a bilo še pol metra nižje. Ljudje so skoraj klečali, ko so obirali grozdje. Vendar ima ta vzgoja, ki je malo višja, 2 problema. Eno, burja, ki škodi več, in drugo, dlje, ko je, bom rekel mi, ta lesni del
do šparonov, do grozdja, ko morajo ti sokovi se pretakati, višja je, kvaliteta grozdja ni taka. Tako, ne? Vendar pokazano je tle, kako naj bi izgledalo sodobno. Drugo, kar je tu ste videli dosti na krasu tega. Ne? On je tu, če rečemo, tudi kraški lotnik, ki tle prvi naseki so bili nižji. No, zdaj pa gremo še malo naprej. Bomo naredili en takšen prostor. Kako sem se razvadila, že s temi klopicami. Spet gremo v hrib. Jaz nisem bil v življenju še na Triglavu, ti si bila sigurno 5-krat. Nikoli v življenju. Si bila na Triglavu? Je bilo teta. Tete sem imela veliko reportažo, ker mi je Židašič dal fotografijo z vrha. Jaz sem se pa skrila po noč, ko smo ga žuvirali, pod poslo, zaradi tega. Da ni treba gori. Ne, moment. Zaradi tega, ker sem jim bila že 3 mesece noseča. In so mi doma zažugali. Da ne bi slučajno. No, vidite, to je tudi nekakšen mestni del predstavitve nekdanjih znamenitih slovenskih novinarjev, ki so pisali že davno tega o teh področjih. Ja. A mi boš eno tole, ko prepovedujejo, da se... Ne, mene. Kako so ubirali, da so se morali takole sklanjati. Blenda 8. Ja. Stopite zraven k njemu, ja? Ajte, malo je mlajši. Tole res enkratno moram reči, da sem izredno v tej kombinaciji z tole vašo fontano. Zdaj pa je blizu, ne? Blizu je, tako da lahko človek prehodi. Dobro, jaz bi vam zdaj še malo vaše pozornosti. Evo, mi smo zdaj naredili en krog, da ste malo doživeli, kako to izgleda. Če boste bili pozorni, boste najdete stara vmes, boste videli, veste, rektan, una debela, una, ki so preko 150 let, so še original. Ja. Drugače, to je 150-letni vinograd in najstarejši vinograd Refoška na svetu, lahko rečemo. Ja, pa med starejšimi vinogradi ali pa najstarejši v Evropi, če gledamo sploh. Na svetu, naj dokaže, da ni. Ne, drugi dokaže. Eno informacijo. Tle smo na vrhu hriba. Ta hrib je poln kamna. In ko mi delamo, ali ko se pripravljajo za trta, treba skopati 70 do 80 cm globoko. Po starih časih so tu naredili na rokane. In dajte si predstavljati, koliko je bilo tle dela, da so kamna, ko so ga zbrali tle ven iz tega koščka, je tle zid visok 3 metra, 5 metrov širok. Ja. In da so mogli razbijati, ker so bile notri, boste videli dol, unak sem strojno delal prav ogromni bloki. No, kamen so pol skoristili, kot sem rekel, nekaj za oporo, nekaj so naredili tle, ga zložili na zid in ta zid čuva tudi pred burjo, hkrati stvarja tudi neko mikroklimo. So ga pa tudi rabili za nekaj drugega. Mi imamo v vsakem vinogradu po praviloma bila kažeta, ali kažun, reče iz Hrvati, kažeta, prostor, kamor so se skrili, če je padel dež. Vendar tle so imeli še 3 kažete. Ena, ki je ni več, ker sem jaz stajala v najvišji vinograd, sem mogel straniti, so bila pa še 2 skrivne kažete.
In ena je tle. Ja. Kakšne ljubavne zgodbe. Malo do spodaj bomo videli je celo. Glejte, široko je tu notri. Jaz sem rekel 5 metrov je zid, to se je sesulo lansko leto. Dejansko so tle notri, ko je bila Italija, kuhali šnops in te stvari, ker takrat je bila prepovedano. Ja. Drugače je bila pa tle, zdaj tu vidimo tako, je bila še tle ena pergola in je bila naslonjena na zid. Tega se sploh ni videlo. Je bila samo okrog, je bila pergola naslonjena, ker takrat se je z volom tu oralo, danes pa na hrepačke. Ampak se je kadil, takrat plina niso še uporabljali. Niso samo to so po noči delali skrito. Ja, ne čez dan ne. Ja, orodje. Če gremo malo naprej, vidimo tle spodaj, je pa še ena, ki sta videli poje parcela, vendar ta ni rabila, ker je bila bolj manjša, je rabila bolj za skrivanje hrane. In to so tudi, če pogledate noter, so videli globoko, to so pa tudi spredaj pol pozidali, ne? Ja. Da ste mi. Ja, so založili, ne? Založili, ja. No, na, tu ima samo skrito, ker imam izbiral, ne? Si lepo naredil, krasno, lepo. Dok si misli. Vodoma pa je skrivil rezervar, ne? Ne no odvleč, Albinca, te namo ven dobel, ne lezi noter. Ja, so tudi. Bomo pa Anga provali tudi tle, ne? Ja. Anga. Jaz bi vam mogoče še tu povedal, to, ko vidimo tle zdaj čisto, so bili tudi v sredini stebri. To je bilo, tako bi rekel, prav zloženo tako. Samo ono ne bi mogel kositi, ne? In zato sem jaz umaknil in dal v nožice. Torej, pred vsako... Ta Istra je kamen, veste, tako da je res... Dobro, jaz predlagam, da mi še probamo eno vino, ne? Dobar dan. To je moja žena, ki je moj poslovni partner. Ali jaz njen, ne vem. Da, pravilno ste rekel, ja, pravilno. In dejansko si delimo dela, ona ima bolj promocijo in trženje, jaz pa bolj delo. Ti pa radnička klasa, ne? Stopite skupaj. Bomo pa probali mi zdaj Refošk, letnik 2017. Ja, in Moneko, sej tle pri nas, jaz sem omenil, mi nismo veliki in zato se dela na kvaliteti. In vsa naša vina so vrhunska. Magozija, Refoška ali pa Cipro. Samo enega. Samo enega. Kje pa prodajate? Ma imamo... Ne. To jaz ohranjam bolj z spoštovanja do nekih naših prednikov in Istra in vsega. Je treba... Ja. In tle, če bi gledal glih samo finančni efekt, ne bi bilo. Treba včasih kaj dotirati, če Gospa, ki ima trženje, če je skrbila za finance, ne? Ja, povejte mojim kolegicam in kolegom, da sploh niste vedeli poklica. Prej ste gasili ogenj, zdaj pa žejo. Ja, gasilac je bil, a ne? Ja. Jaz sem 16 let vodil. No in to je to. Res nekaj posebnega, nekaj enkratnega. Upam, da ste nakratko spoznali posebnosti. Glejte, nekaj še o Refošku. Refosko, kralj med rdečim.
Zakaj? Ker on je posebnež. Mi teran, kabernet, bomo rekel na teran, kabernet, merlot, to bomo dobili povsod. Medtem ko refošk, ki da na krasu vino teran, pa ga dobimo v enem zelo ožjem okolišu tle, takega. Žal pa kar trg rabi najdejo in ga pripeljejo tudi iz Makedonije, z Bilokom, vendar je uni refošk drugačen. Žal pa na steklenicah piše na veliko refošk, poreklo pa na majhno, da človek niti ne gleda, ker na majhnih stvari ponovadi noben čita. Drugače, ta ima 12,5 alkohola, je absolutno suh. Pri refošku so malo bolj izpostavljene kisline. In uni, ki nima rad kislih vin ali pa s povečenimi kislini, sigurno bo iz ljudnosti rekel, da je dobro. Vendar, če mu pa vzamemo kisline, smo mu vzeli bistvo. Ker bistvo terana in refoška so prav te njihove kisline. Ne smejo biti pa previsoke. Kako to reguliramo, da trgatev podaljšamo čim več? Ki zdaj vsakim sončnim dnem kisline padajo in Sladkor raste. In sladkorje raste. No. Zdaj pa hecenka, grozdje pa ni kislo. Ne. Ni. Tega refoška to ni jedilo. Ne, to ni jedilo. Zato niti tega se ne nabira za jesti. Na zdravlje. Ja, na zdravlje, sin. Pa dobrodošli in uspešno kakšno lepo druženje še naprej. In čestitam No, to je bilo to. In to je gospodar, ki si zasluži vse pohvale. Posebej za predstavitev, ki jo je podal Zbranim Medvinarjem.